Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali hišo, ki je zasnovana tako, da so etaže med seboj pravokotno zamaknjene, stanovanje, katerega lastnika prisegata na protipotrošništvo, in predstavili vam bomo zgleden primer prenove kotlovnice v večstanovanjski stavbi. Mlad par si je večino pohištva in dodatkov za dom nakupil v spletnih trgovinah. Izvedeli bomo, kakšne so njune izkušnje pri spletnem nakupovanju. Gospa Margareta, vi ste se vselili v to svojo lepo novo hišo nedolgo nazaj. Kako je potekala gradnja vaše hiše, kako dolgo in kdaj ste se v bistvu vselili? Gradnja je potekala, jaz bi rekla, kakšno leto. Pravzaprav smo v trenutku, ko smo se vselili, pozabili, koliko časa je to trajalo, ker je bilo tako lepo. Vselili smo se konec januarja, tako da smo zdaj nekaj časa že tukaj in preprosto uživamo v prostorih, v tej svetlobi, v tej zračnosti in nam je fino. In kako prostorna je vaša hiša? Zdaj, če govoriva o kvadraturi, okrog 180 kvadratnih metrov bivanjske površine. V hišo se vstopi pravzaprav v kletne prostore, kjer je tudi garaža za 2 avtomobila, garderoba, pralnica s kurilnico oziroma utility, pa še en prostor za shranjevanje. Potem se pa po stopnišču dvignemo pravzaprav šele v pritličje, kjer imamo kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, ena manjša kopalnica za goste, 2 delovni sobi in pa potem stopnišče v zgornje nadstropje, prvo, ki je tudi mansarda. Tam pa najdemo najino spalnico, otroško sobico, še eno dodatno sobo, ki je zaenkrat bolj za shranjevanje, en tak skupen prostor za druženje, za igranje, malo večji hodnik se lahko reče, družinsko kopalnico pa še eno teraso. Pri načrtovanju hiše ste zagotovo imeli arhitekta oziroma arhitektko. Kako je bilo pa pri notranji opremi? Ste si sami pomagali ali ste imeli kakšnega strokovnjaka zraven? Načeloma sva kar sama vse naredila. Meni je to malo veselje, malo me te stvari zanimajo, tako da sva se kar sama lotila te stvari. Kaj vse ste uspeli preko spleta kupiti? Kaj se da preko spleta? Da se čisto vse. Nisva čisto vsega kupila preko spleta. Se mi zdi pa pri tem pomembno, da oziroma je lahko kupovati preko spleta, če veš, kaj ti je všeč, pa če veš, kaj hočeš. Če si tukaj izgubljen, jaz mislim, da že splet sam po sebi ponuja čist preveč stvari in se težko znajdeš potem. Se niste imeli nobene slabe izkušnje nakupa preko interneta ali pa da bi se bali, da ste zdaj, ne vem, ker človek, če v resnici tega ne vidi, ne potipa, mogoče malo težje kupi stvar, no? Ja, ampak nimajo nobene slabe izkušnje, očitno sva imela srečo pri tem in se nama je do zdaj povsod išlo. Ja, zadovoljna sva z vsem. Gospa Mojca, vi ste naredili veliko arhitekturno delo pri tej hiši. Imeli ste pa kar težko nalogo umestiti najprej to hišo na neko parcelo, ki je dokaj zahtevna. Ja, zdaj tako, to se pravi, ta parcela je znotraj enega zelo strnjenega naselja, ki se je zdaj izkazal za res zelo strnjeno. In osnovno vodilo, ki mi je bilo iz te vogalne parcele, ki je recimo zelo dvonivojska, narediti arhitekturo in odprtost in orientacijo prostorov tako, da bi ujela čim več južnih pogledov, to se pravi pogledov mimo vsega tega naselja hiš. In jaz mislim, da nam je tukaj res kar dobro uspelo. Parcela je bila približno 5-6 kotna in njen najožji del je predstavljal uvoz v hišo, dostop v hišo in tako naprej. In vsi ostali vogali parcele so bili dvignjeni za približno 2,5 metra, to pomeni skoraj da za 1 etažo. Zaradi brežine, ne? Zaradi brežine, ker se je formirala neka takšna naravna kotanja, da tako rečem. Ravno zato smo se odločili in naredili 2 etaži pravokotni na izogib se na plastnice, eno pa kontra čez. S tem smo izpolnili tiste osnovne pogoje, kar so zahtevali prostorski akti, da je bila smer slemena vzporedna s plastnicami. Mi smo pa na ta način zelo dobro izkoristili samo parcelo.
Še garažo smo zamaknili malenkost na osnovni nivo, oziroma na osnovni volumen kleti, tako da smo jasno dobili vse nadstreške, garaža ni bila več pravokotna, nam je zraven posledično pojavil nek prostor za shranjevanje. V prvi etaži je pa ta rotirana garaža dala bivalnim prostorom vtis, da niso eno etažo nad osnovnim nivojem, ampak je se formiral vtis, kot da stopiš ven, kot da imaš okrog in okrog pač nek raščen teren. Okenske odprtine so zasnovane tako, da vidiš res proti travniku na jugu, ravno med dvema stanovanjskima hišama proti zahodu. Recimo stopnišče, zgornji deli vidijo na Kamniški, Mali grad. Jaz osebno mislim, da v tem naselju je to najboljša parcela, ravno zato, ker je malenkost dvignjena, ker ima to kotanjasto obliko, ker ima ogromen zunanjih površin in ker ima nazadnje še lepe razglede. Gospod Izidor, vi ste namestili v tej novi, lepi, moderni hiši lesena okna. Za kakšen les ste se odločili? Ponudili smo smrekova okna, znotraj smreka, zunaj aluminij, zato ker je smreka naš domač les, tudi lastnega, rajona, okoliša, najtoplejši za okna. Govorite najtoplejši v smislu videza ali izolativnosti? Obojega, se v bistvu je topo in na videz in konec koncev tudi najboljšo izolativnost ima okno iz smrekovega lesa. Je bil to razlog, da se niste recimo odločili za macesnovega? Eden od razlogov, drugi razlog je tudi cenovni, ker konec koncev je macesen kar nekaj dražji. Pa glede na to, da je oprema zelo svetla, zelo naravna, smreka skoraj bolj paše na notranji strani k opremi, kot pa bi macesen z morebiti bolj pisano močno strukturo bil primeren. Za macesnov les vem, da ga je potrebno osveževati, mazati, vzdrževati, če ne želimo, da doseže to svojo patino, to sivkasto. Kako je pa pri smrekovem lesu? Na zunanji strani mora biti, če je samo leseno okno, kvalitetno površinsko zaščiteno. Tu so običajno 3 ali 4 nanosi barve. Dočim pri alules oknih je tle občutljivosti bistveno manj, ker na notranji strani les ni izpostavljen vremenskim vplivom in dejansko nekega vzdrževanja v smislu barvanja, popravljanja, poškodb dejansko ni potrebnih. Pač znotraj običajno ni toče, ni sonca, z zunanje strani imamo pa aluminij, ki dejansko ščiti celo okensko površino. Kako pa je ta ključna težava, cenovna reč? Kako je to v primerjavi eno z drugim? To je zelo podobno kot na katerem koli drugem segmentu izdelkov. Nekje si moramo pač upravičiti in reči, ok, tole bomo še investirali. In tudi pri segmentu oken je zelo podobno. To je pač, rečemo, ranga, pri eni hiši ranga nekega osebnega avtomobila družinskega. Mi se pač vi odločite, se boste vozili z enim low budget, nizko proračuncem, ali pa si pač privoščite nek srednji razred ali višji razred. Dejansko si lahko na segmentu oken naredite zelo podobno izkušnjo. S to razliko, da pri oknih dejansko dobite 30-40 let brez vzdrževanja, brez rednih servisov, brez menjave olja in filtra, dočim pri ostalih stvareh povemo, kako je. In če greva zdaj konkretno k tej hiši, kakšno se vam zdi razmerje okenskih odprtin na siceršnjo velikost te hiše? Moram reči, da ko sem bil prvič na tem objektu, je bil že narejen, v bistvu notranja oprema tudi že dosti dodelana in mi je padel v oko, zato ker je po mojem okusu zelo racionalno zastavljen. Odprtine okenske so tam, kjer jih stranka oziroma naročnik uporablja oziroma jih bo uporabljal. Pogledi so orientirani tja, kamor se nekaj vidi. Dimenzije so normalne, se pravi uporabniku prijazne, da ne pretiravamo z nekimi formati, ki jih konec koncev en uporabnik ne uporablja. Da so smiselno zastavljena, pravilno pozicionirana, tako da res po mojem, strokovnem, službenem področju zelo racionalna hiša. In kot ste rekli, gre za slovenski les? Gre za slovenski les. Smreka je absolutno naša, lokalna. Brez obvozov preko tujine pa spet nazaj v Slovenijo? Brez izleta v tujino. Smo ponosni na to, da delamo v bistvu to krožno gospodarstvo, da iz pisarne vidim smreko, ki bo čez 10 let postala okno. To je pač nekaj navdušujočega. Potem se zelo težko sprehodite čez Poklukov, ker samo okna vidite. Težko.
V nadaljevanju si bomo ogledali stanovanje, ki sta ga lastnika poimenovala Huda luknja, in izvedeli, kakšne subvencije Ekosklada so na voljo za predelavo kotlovnic v večstanovanjskih hišah. Po vsej Sloveniji delujejo usposobljeni, neodvisni energetski svetovalci mreže En svet. Z brezplačnimi nasveti in pogovori vam pomagajo pri izbiri, načrtovanju in uresničitvi investicijskih ukrepov z področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi. Poglejmo, kaj so svetovali pri predelavi kotlovnice v Mariboru. Ekosklad je objavil javni poziv nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za menjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Vsi občutimo, da je zrak, ki ga dihamo, predvsem v mestih v obdobju kurilne sezone močno onesnažen, predvsem z malimi delci PM10. Namen tega javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb, ter seveda s tem tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka, predvsem z delci PM10. Nepovratne spodbude so lahko dodeljene za zamenjavo stare kurilne naprave za novo, in sicer kurilno napravo na lesno biomaso, ogrevalno toplotno črpalko, plinskim kondenzacijskim kotlom s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Nahajamo se v Kranjčičevem kareju v Mariboru, gledamo okrog stavbe, ki so bile priključene na staro kotlovnico, nekoč na premog, kasneje na plin, sedaj pa na toplotne postaje. V tem delu se je iz kotlovnice za nami ogrevalo 6 blokov z 210 stanovanji. Te bloke upravljajo 4 upravniki, med njimi smo tudi mi. Stara kurilna naprava v stari kotlovnici je z začetka delovala na premog. Kasneje se je preusmerila na zemeljski plin in sedaj na daljinsko ogrevanje. Stroški z, bomo temu rekli, že staro napravo, ki je bila praktično zastarela, so bili približno 10.000 evrov letno. Ti stroški z novimi toplotnimi postajami praktično odpadajo. Staro kotlovnico je bilo treba vzdrževati, potrebno upravljati nadzore, potrebno upravljati servise, dimnikarske storitve, čiščenje, porabljajo tudi ogromno električne energije. Vsi ti stroški danes z novimi toplotnimi postajami odpadajo. Nove toplotne postaje so neprimerno manjše, porabijo neprimerno manj energije, so locirane v posamezni stavbi, enostavne za vzdrževanje, ni dimnikarskih in ostalih storitev, ki so pač potrebne, občasni servisi sicer bojo, so tudi kompaktne in predvsem omogočajo to, kar je včasih etažne lastnike verjetno ali pa sigurno zelo motilo, samostojno ogrevanje vsake stavbe posebej, s tem odpadajo tudi neenostavne koordinacije in komunikacije med upravniki, etažnimi lastniki, vsemi udeleženci, ki so pač bili včasih udeleženi na stari kurilni napravi. To je glavna prednost tega in moram reči, da tudi ta subvencija je Ekosklada doprinesla k lažji pa hitrejši odločitvi etažnih lastnikov. Do leta 2012, ko še ni bila narejena fasada, smo povprečno porabili za ogrevanje na kurilno sezono okrog 400 evrov. Po izdelavi fasade je bila poraba približno 250 evrov. Sedaj, ko smo se priključili na toplotno postajo, je cena okrog 180 evrov. Strošek investicije na stanovanje velikosti približno 47 kvadratnih metrov je znašal okrog 650 evrov z odšteto subvencijo Ekosklada. Vlogo za pridobitev subvencije v imenu etažnih lastnikov vloži upravnik pred začetkom del. Vloga mora vsebovati vse predpisane priloge in fotografije stanja pred začetkom naložbe. Po vseh izvedenih delih upravnik posreduje dokumentacijo o zaključku naložbe na Ekosklad v roku 2 mesecev po izidu roka za zaključek naložbe. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25% priznanih stroškov celotne naložbe. Za vse dodatne informacije in ostale razpise se obrnite na internetno stran www.ekosklad.si oziroma na vam najbližjo energetsko svetovalno pisarno En svet. Seznam vseh pisarn skupaj s kontaktnimi številkami najdete na internetni strani ensvet.ekosklad.si.
Nina in Jan prisegata na protipotrošništvo. Namesto nakupa novega pohištva sta se odločila za predelavo in popravilo starega. Svoje stanovanje sta domiselno poimenovala Huda luknja in iz njega naredila zanimivo spletno zgodbo. Stanovanje sta zelo domiselno poimenovala Huda luknja in naredila celo zgodbo na Instagramu. Čemu točno je to namen, da to predstavite javnosti? Ta ideja je prvič prišla, ko sva živela v najmodajalskem stanovanju, in sicer v zelo majhni garsonjeri. Pa sva jo poskušala nekako s čim manjšimi stroški urediti. In sva potem ful teh do-it-yourself projektov našla, na Pinterestu, se zgledovala po drugih stanovanjih tudi. In potem smo ugotovila, zakaj pa mogoče ne bi vidva naredila ene spletne strani. V Sloveniji je takih blogov o notranjem oblikovanju precej malo. Iz tega je potem nastala spletna stran, Facebook stran in Instagram. Ker pa sva se potem preselila v to stanovanje in je kar 1,5 leta potekala prenova, sva potem zapustila to spletno stran in zdaj imava samo še Instagram, Huda luknja. Ampak zdaj to stanovanje, vajno stanovanje. To je zdaj najino stanovanje, ja, lastniško. Tole vajno stanovanje je res huda luknja. Kakšna pa je bila, ko sta prvič vstopila van? Stara, tako bi rekel. Stara huda luknja. Stara huda luknja. Predvsem jo je ta zob časa precej načel. 2 sobi sta imela še v bistvu tapete. Ni bilo to seveda ful super in je imela idejo, da bova to obdržala. Jaz sem seveda tukaj nasprotoval na veliko. Plan je bil tak, zrihtava najprej 2 sobi. Te 2 sobi bo to v bistvu zato najprej urejeni, zaradi tega, da greva čim prej noter, da lahko spiva. Mi dva se v bistvu takoj, ko sva se vselila, že živela tukaj noter, nisva imela nobene alternative. Tako da prvi 2 sobi sta se uredili, se pravi tapete dol, vso staro pohištvo ven in pa v bistvu opomnjeni smo bili strani strokovnjaka, da pač tukaj nujno treba zamenjati tudi elektriko. Tako da to je bila prva zadeva potem, ko se je po celem stanovanju zamenjala elektrika. Naslednja stvar je bila pa potem kuhinja. Tukaj pa v bistvu komplet vse zamenjano, vse inštalacije, vsa elektrika, vsa voda. Nina in Jan pojasnjujeta, da sta imela pri prenovi zares veliko pomoči prijateljev. Veliko so jima pomagali pri selitvi, pa tudi pri gradbenih delih so prijateljske roke prišle prav. To je bilo pravo udarniško delo, prenova pa je trajala dobrih 6 mesecev. Zaradi omejenih sredstev sta marsikaj naredila tudi sama in se pri tem veliko naučila. Vse, kar je presegalo njune zmožnosti, pa so opravili pravi mojstri. Ta prenova je bila nadvse zanimiva dogodivščina, predvsem pa dobra popotnica za življenje, pravi Jan. V kuhinji ima eno zelo zanimivo zgodbo. Tekom tega gradbišča, ko se je dogajalo v tem delu kuhinje, midva sva se zelo želela ladijski pod, ampak nekako sva ugotovila, da bo to tehnično zelo neizvedljivo. Nakar dvigneva topli pod in spodaj vidva neke časopise, dvigneva te časopise, spet topli pod, dvigneva te časopise in spodaj ladijski pod, ki ga zdaj vidimo v kuhinji. Ko že govorimo o teh časopisih, tam se je kreirala neka zanimiva časovna kapsula, se pravi pod prvim slojem so bile informacije v časopisih, novice vezane na Neil Armstronga in njegov obisk na Luni. Medtem ko recimo pod drugim slojem teh časopisov je bilo veliko govora o SFRJ-ju in Jugoslaviji in Titotu. In ja, po cirka 2 tednih brušenja, kitenja, smo prišli do tega rezultata in sva v bistvu zelo vesela, da je ta zadeva tam bila, ker zelo paše v ta stil kuhinje, ki sva si ga želela. Prav, ta ladijski pod je bil del nekega arhiva skritega pod. Tako. In predvidevamo, da je iz samih začetkov bloka, se pravi iz leta 1952. Včasih pa kak nov zanimiv predmet nastane tudi po naključju ali iz potrebe, pripovedujeta. Zanimivo poličko, nastalo iz stare kitare, ki zdaj krasi tako imenovano glasbeno sobo, je ustvaril Jan. Zato je nekoliko odgovorna tudi Nina, ki ji je kitara večkrat nesrečno padla iz rok in je bila že tako poškodovana, da je potrebovala novo uporabno vrednost. Jan je sam izdelal tudi klopco za preobuvanje, ki krasi vežo. Nina je podobno klopco opazila na spletu in se spomnila, da je imela takšno pred vhodom v hišo tudi njena babica. Ker česa podobnega nista našla v trgovinah, sta kupila lesen ploh in klopco naredila kar sama.
Nina in Jan si stanovanje delita s psičko Sabo, ki sta jo prav sredi največje prenove posvojila iz zavetišča v Novem mestu. Saba je stanovanje zelo hitro sprejela in si ga po svoje tudi lasti. Njen največji prispevek k dekoraciji doma pa je, kot zatrjujeta Nina in Jan, umetelno in z občutkom obglodan naslon znamenitega stola Rex, ki ga je Nina dobila za rojstnodnevno darilo. Pred snemanjem sva bila kar malo v skrbeh, kako bo celo stanovanje se pospravilo v to kratkem času. Glede na to, da imava pa 2 hišna ljubljenčka, so se pa stvari kar znormalizirale hitro. Imamo Sabo, kužka, in na drugi strani Rudija, to je robotski sesalec, tako da sta kar nekako se dopolnjujeta. Sabo hodi po stanovanju, pušča dlake, Rudi pa za njo in jih pobira. Poleg tega, da sta ljubitelja živali, sta tudi ljubitelja rastlin. V stanovanju imata pravi mali botanični vrt, tudi v tem malem steklenjaku pred nami je polno nekih stvari noter. Kdo se ukvarja s tem? Komu je to najbližje? Ja, jaz sem lastnica večine rož. Ravno zadnjič sem štela in jih imam več kot 50, ampak cilj je, da pride več kot 1 na kvadrat stanovanja. To je moj cilj. Aha, se pravi, koliko jih mora potem biti? Nekih 65, 68. Ja. Aha, blizu. Nina je recimo, to je njen najljubši hobi, ko se začne ta pomlad in se začnejo te bolšji sejmi, midva vedno letiva na Vič. In recimo Emo Celje luč, ki je na hodniku, je bila kupljena na Bušjaku. Je pa mogoče še ena zanimiva zgodba s to tablico, ki je tam na steni. Med prenovo kuhne, ko so se stari elementi v bistvu umikali sten, stran metala, v bistvu, ker je to toliko stara kuhna, da se včasih še nakurilo na šporhet, je v bistvu zadaj dimnik. In ta dimnik je bil pokrit s to tablico in jaz, ko sem to dol odšraufal, se mi zdela ful fajn. Sem rekel, nič ni, na to bomo zdaj spucali dal na steno. In s temi tablicami ne bi baje v Jugoslavijo uvažali avtomobile iz Nemčije, tako da verjetno je nek srečnež s to tablico se pripeljal mnogo hrošča v Jugoslavijo v tistem času. Ekipa Ambientov bo za vas čez poletje pripravljala nove zgodbe, snemala hiše, stanovanja in seveda vrtove. Na televizijske zaslone se vračamo v začetku oktobra. Do takrat pa vas vabimo na našo spletno stran www.tvambienti.si in ostanite v stiku z nami tudi preko Instagrama in Facebooka. Hvala lepa, da ste bili z nami, imejte se lepo, uživajte. Za konec pa vam ponujamo še jagodni izbor naših najlepših letošnjih posnetkov in misli. Kaj vas zjutraj pri mizi pozdravi? Kava, kakao, otrok svoje glavi. Kaj vas usreči in kaj pomiri? Kaj potolaži, prežene skrbi? Kaj vas navdahne, kaj vas uči, kaj opogumi in kaj spremeni? Kaj vas v mehkobo nežno zavije, kaj luč je, ki sveti, ko sonce se skrije? Kaj vam pomeni vonj cvetja, vonj trave, kaj vnaša v vas občutek narave? Opojni zvok glasbe, vonj po jasminu, topel prsket ognja v kaminu. Kam plašč odložite, ko dan je gotov? Kdaj se zaveste, da prišli ste domov? Kakšen občutek zapretje vrata, v katerem kotu vas postelja čaka? Ob steni stoji star pianino, na mizi pa hrana in dobro vino. Topla odeja, ki v sen vas povabi, luč se ugasne, vse slabo pozabi. Kaj nemo zrcala odsev oznanjuje, ko se nihče v njem ne opazuje? Kaj vas napolni srečo, milino? Kaj vašemu bivanju daje širino? Kaj da prostoru pridih, sentiment? Kdaj vi začutite svoj ambient?